o tem, what's so special to be human? Kaj je čisto tako, rekel, fizikalno in ali pa mogoče bi rekel neurofizikalna, primerjalna študija, izvrstna primerjalna študija, kaj loči človeške možgane, naprimer, od mnogo večjih možganov, ki jih ima slon, recimo. Naprimer, ali pa žirafa, ali pa delfin, ali pa kit. Zakaj to omenjam? To omenjam zato, ker lahko na neurofiziološki ravni dokažemo, kaj loči človeške možgane od, pravim, primatov ali pa slonov ali pa drugih sesalcev. In ena stvar je, se ne vem, če imam tle, vam pokažem. Imam eno, ker sem bili danes naložil, ker imam ena predavanja v petek na neki Sveti trije kralji, se moram še pogledati, kje to spod. V glavnem, eno stvar, vam bom takoj predavanja, to bo pod kva bo to, kognitivna znanost. To, dajmo pogledati, ker tu danes nismo 8. Ne, se pravi, ne bo to. A je tle? A je? To, dejstva, to, evo. Vam bom takoj pokazal, da imamo vse sam par dejstev, to je recimo, to je ta knjiga, vejte. Jaz sem to takole naloženo. Sam da, aha, vejte to vam bom pokazal. Še nazaj gremo. To je tale knjiga, The Human Advantage. Fenomenalno, išla je pred enim mesecem. Res noro, ne? How our brain became remarkable. To je res noro. Sam tole vam pokažem, to vam slikca, evo. Vidite, to, kar zdaj vidite na zaslonu, to je bistveno, kar loči človeka od vseh živali, pa naj se še tako trudijo razni strokovnjaki dokazovati, koliko živali mislijo, pa čutijo, pa doživljajo, pa ne vem koga. Tudi slučajno to ni primerljivo. Jaz ne trdim, da določih protooblikah tega ni. Tole, kar loči vse ljudi od vseh živali, je, vidite, tole razmerje, ne? Telefencelon se imenuje. To je razmerje, ne? Ker nobena žival ga nima v strukturah, recimo korteksa in temi globokimi strukturami, recimo, ki segajo tega bazalne ganglije. Tega nima nobena žival. In to je evolucijska prednost. Zdaj, po eni strani je to evolucijska prednost. Po drugi strani pa ravno ti možgani, ravno zaradi tega, kar vidite tukaj na zaslonu. Naprimer, slon. Slon ima bistveno večje možgane. Ampak on ima 98% vseh celic neuronalnih v cerebelume, mali možgani. Tudi slučajno ne morete primerjati veliko večjih slonjih možganov, ker je struktura možganov drugačna. Zdaj, ta struktura nam omogoča, da znamo misliti, ne vem, relativnostno teorijo. Ampak hkrati, kar je zanimiv paradoks pravzaprav, ti možgani, naši možgani so tako zmogljivi, da paradoksno torej ustvarjajo tudi iluzije. Iluzije, jaz vem, da to je težko pojasniti. Ne? Recimo, če primer žival, nobena žival na tem svetu ne more razumeti, naprimer, intenc drugih ljudi, drugih živali, drugih biti, ne more. Noben šimpanz ne more dojeti intence drugega šimpanza. Šimpanz nekaj počne in drugi šimpanz ga opazuje. In on ne more pogrutati, kaj ta drugi šimpanz želi. Ne more. On se zadržuje, njegovo zaznavanje sveta, na ravni, rekel temu pogojno rečeno, objektivnih dejstev. Naši možgani, zdaj malo poenostavljam, pa pravzaprav ves čas segajo onkraj tega. Ko vi meni nekaj rečete, jaz v hipu dojamem vašo intenco.
Oziroma, ne samo, da dojamem vašo intenco, moji možgani v trenutku postavijo lahko več možnih hipotez glede vaše intence. Ali me je to vprašal zato, ker ga iskreno zanima, kaj bi jaz rad lahko povedal, ali pa mogoče, zdaj bom namenoma malo dramatiziral za poante, ali je pa malo zloben, pa me zdaj hoče na finto dobiti, da bi se jaz tle izpadel, ne vem, odgovore na to vprašanje, razgalil me bo predvsem in naroden ne bo, vsramočen bom odšel pol v Ljubljano, ali je preprosto, ne vem, kognitivni fighter, ki hoče enostavno zdaj malo zabave, dajmo se malo spopadati, koliko smo se tukaj ene parkrat že, ali pa 4., 5., 6. hipoteza. In to je zdaj uvod, zakaj mi nenehno generiramo iluzije. Ne samo, da jih svet rekel, objektivno lahko ustvari, če potisnemo palico v vodo, bla, 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 tisto, kar ven šteli, pa vidimo, da je prelomna, to poznamo. In to, kar je advantage, to, kar je naša prednost, je hkrati tudi v bistvu težava. Zaradi tega se, na primer, lahko rodi taka filozofija, kot je fenomenologija. Lahko nekega dne uleti Husserl pa reče, ampak mogoče bi bil pa že cajt, da mi sežemo končno onkraj teh fenomenov, da vidimo, kaj je tisto, zares, itd. In tukaj se je postavil vprašanje, ali obstajajo dobre iluzije. Glede tega, da obstajajo slabe, nimamo težav. Okay. Kaj bi bile dobre iluzije? Naprimer, mogoče bi vzel lahko iz nekega drugega sveta znanosti kakšno dobro iluzijo. In to mene prav zanima, veste. Naprimer, poslušajte kakšnega fizika Briana Greena, ali pa Lawrencea Kraussa, ali kakšne druge te mega intelektualne zvezde ameriške, ki rasturajo zlasti po Ameriki. In berete, recimo, kakšne njihove knjige, poslušate njihove predavanja. Ali pa, ne vem, Leonarda Susskindga in tako naprej, ali pa Stephena Hawkinga zaradi mene, itd. Se teh je cel kup. In, na primer, zanimivo je, tudi psihološko vzeto, pa filozofsko, zakaj, na primer, veliko ljudi nima nobenih težav, če vam postreže s kakšno idejo, ki je na prvi pogled vidi totalno nora. Na primer, ideja o paralelnih vesoljih. Ali pa, kakšni matematiki v mirne duše lahko razložijo, da vesolje ni samo eno, ampak da jih je v resnici neskončno in to, kar zdaj jaz tukaj počnem, Ruta Dušan počne nekaj v nekem drugem vesolju, je pico z, ne vem, kom tam, itd. In, vesolje usporedno. Sestava ni tako preprosta, mater. Ni tako preprosta. Filozofsko že ne. Misliti neskončnost ali pa neskončnih vesolij, ker pridete do zelo nenavadnih vprašanj. Eno vprašanje je točno to, ki se veže na vaše vprašanje, namreč. Vzemimo ne tisto preprosto, kar ponovadi tudi oni ponujajo. V enem vesolju počneš nekaj, v drugem vesolju počneš nekaj. Vzemimo kakšno bolj resno zadevo. Na primer, vprašanje etičnosti. V nekem vesolju, recimo v našem vesolju, ni etično, naprimer, ubiti drugega človeškega bitja. A v enem pa je. Nekdo bi pa rekel, v nekem drugem vesolju je pa svet tako narejen, da pa to je etično. Jaz nisem čisto prepričan, da se to da zlahka dokazati. Ker izgubite nekaj, kar je nujni pogoj za razumevanje resnice in za seveda razumevanje iluzij. In to je univerzalnost. Če v neskončnem številu, neskončnih vesolij relativizirate vse, pol imamo pa resne težave. Potem pa naenkrat začnete čisto resno misliti, lahko misliti, da je ubiti nekoga isto kot ne ubiti nekoga. In mi intuitivno čutimo, da tako ne more biti. Naše eksistence tukaj, tudi če mi nič ne vemo o tem, temeljijo na predpostavki, da obstaja nekaj, kar je univerzalno. Če ta pade in če bi res človek to čutil, da je padla, se pravi, da je čisto vseeno, ali jaz vam zdaj odgovarjam na vaše vprašanje vljudno in prijazno in z najboljšimi močmi, ali pa se opravičujem, s kolom po glavi
rečete, čakaj, wow, a res želimo v takem svetu živeti, le nekaj narobe, to je intuitivno. Torej, kaj so dobre iluzije? Na kratko, dobre iluzije so tiste, še vedno so iluzije. Se pravi, v nekem smislu, ampak samo v nekem, zdaj ne moramo, ker bomo celo predavanje temu posvetili, v nekem smislu so še vedno iluzije, pomeni, na nek način so zgrešene. Čeprav iluzije nikoli niso povsem zgrešene. Če se meni zdi, da je palca prelomljena, se meni zdi, ampak še zmeraj je tam palca, še zmeraj je tam voda, še zmeraj recimo neka posoda in tako naprej. Ni čisto zgrešen. Ok. Torej, resnične iluzije, ta izraz je paradoks, ampak je dober. Resnične iluzije so tiste, za katere lahko dokažemo, da imajo zelo resne in tesne vezi za univerzalni. Medtem, ko so slabe iluzije, čisti partikularizmi. Čista partikular, se pravi, čista kaprica, včasih ljudje reče, naprimer, ja, ne vem, Hitler je poskušal nekaj univerzalnega, kar zamenjujejo, univerzalno ni isto kot globalno. To ima veze s tem, ne? Ampak nekaj, kar bi veljalo za vse ljudi. Univerzalno je nekaj druge. Ne, ni res, ne? Hitler je skušal svojo partikularnost razširiti čez vse. In seveda pri tem pobiti toliko unih, ki niso spadali v to partikularnost. Ljudje intuitivno čutimo, da so partikularnosti, torej, seveda so omejujoče, jasno, po definiciji so omejujoče, to je logično, ne? Ampak ne samo to, ne? Čutimo, da se ne želimo niti dokončno sprijazniti z kakšno partikularnostjo. Ni važno, katera je to trenutna moda, a je to politična ideologija, a je to stranka, ki je pripada. Prej ali slej trčimo na mejo. In tam na meji se pravzaprav rojevajo resnične iluzije, torej tiste iluzije, s katerimi se mi odcepimo od partikularnosti. In naprimer, vsak človek, najbolj, skoraj vsak, recimo, lahko bi imel, vsak človek ima lahko izkušnja, naprimer ljubezni. Ko človeško bitje začuti ljubezen do drugega človeškega bitja, do otroka, ali do staršev, ali do drugega človeškega bitja, takrat tudi čuti, da je v tem nekaj, za kar je vredno živeti. Da mu pravzaprav ni treba nič kaj dosti razlagati. In ljudje, in to tudi je zapisano, ljudje radi rečejo, ko človek čuti ljubezen, čuti na nek način ljubezen, recimo, do vsega živega, ali pa ljudje so polni takih metafor, kot, ne vem, zdaj, ko čutim ljubezen, je vse čist drugač. Ljudi drugač doživljam, drugač jih razumem, prej jih nisem, zdaj mi je nekaj jasno. Zdaj, univerzalnost, odnos do univerzalnega vedno pomeni razsvetljenstvo, pomeni odpiranje novih obzorij, ki jih prej sploh nisem poznal. In resnične iluzije so pravzaprav nova obzorja, ki so še zmeraj iluzorna, ampak imajo pa so pa zaznamovana s tem, kar je univerzalno, ne pa s tem, kar je partikularno. To bi bil moj odgovor. Ker, zakaj potrebujemo iluzije? Skušajte si predstavljati, da smo ljudje zgolj skupki atomov. Tako, kot bi lahko kakšen fizik rekel, čisto legitimno. Prvi refleks po moje bi bil, čakaj, a smo res zgolj skupki atomov za Boga? Skušajte si predstavljati sebe kot en zapleten skupek atomov, pa se reče, čakaj, wow, ne, nekaj manjka, ne more. Mi se upiramo temu. Čeprav ni nujno, da vemo, čemu se upiramo, pa zakaj se upiramo. Zakaj nam to ni blizu? Zakaj nam je, vsaj po določenimi pogoji, bolj blizu, naprimer, ideja, ki jo zastopajo religije, da smo nesmrtni, ali pa da smo večni, ali pa da obstaja še neka skrivnostna razsežnost sveta ali pa vesolja, ki jo še ne poznamo, ampak ne moramo jo dokazati, pa vsem verjamemo. Zakaj religije to? Zakaj vera? Zakaj ljudje verujemo? To so dobra vprašanja. In upal bi si reči, da je vse to, kar je povezano z iluzijami, recimo z resničnimi iluzijami, nekaj, kar nam pravzaprav omogoča, da sploh preživimo. Sej lahko, da se na koncu izkaže, da smo zgolj neki blesavi skupki atomov in molekul in na koncu bo vse razpad.
je pa veliko vprašanje, ne? Je pa veliko vprašanje, če je to tako preprosto. Kajti mi lahko mislimo, recimo, matematične realnosti. Matematične realnosti niso fizikalne, niso empirične. Mi lahko mislimo virtualne realnosti, mi lahko mislimo mentalne realnosti, ki niso nujno vezane na empirijo. In nimamo pravzaprav težav, naši možgani nimajo s tem težav. In zdaj nekdo reče, ja, veš, to je sama iluzija, ti se moraš potolažiti, eksistenca je taka, da ti ne bi zvesela, če vsega tega ne bi bilo. Mislim, da je to šibek ugovor. Mislim, da je šibek ugovor, da je dejansko tamle zunaj veliko več, kot mi mislimo, da je, ampak to zdaj ne pomeni poceni zagovora religije, delač od tega. To pomeni bolj zagovor tega. Veste, mene fascinira že dolgo časa ideja, ki jo z lahkoto zagovarjam, namreč, da se prek naših možganov, prek mojih možganov, se vesolje zaveda samega sebe, ker sem jaz del vesolja. In ali je res vse to zgolj posledica skupka na ključi od, ne vem, 13,72 milijarde let nazaj. Ne vem, no, pustimo to zdaj. Še jaz nekaj vprašam. Hvala. Samo vprašanje, bi se na to navezal, ker se mi zdi genialno vprašanje, kako tudi govor. Namreč vzpostavili ste relacijo med iluzijo, na nek način resnično iluzijo, pa univerzalnim. Zdaj me pa zanima, ali je univerzalnost, če lahko mogoče univerzalnost, če se da na kratko malo opredelite, kako se to mogoče, kako definirate, če se sploh da. Pa druga stvar, ali potem univerzalnost sama že, če jo zapopademo v celoti ali pa bolj, garantira, da se odmaknemo stran od iluzije. Skratka, je univerzalnost tisto, kar nas vleče stran od iluzije, ali še kaj drugega potrebno, da res pridemo iz resnične iluzije do recimo tistega, kar pa ni iluzija. Jaz sem imel včeraj eno predavanje v Ljubljani, kjer sem se skušal, ampak je zmanjkalo časa, dokopati natanko do istega. Za izhodišče sem vzel, in ker se mi tukaj ukvarjam s filmom, bi to lahko ponovil, sem vzel film Savlov sin. Savlov sin, če ga kdo gleda. A ga je? Istega. Se je zdaj s sabo. Celo. Če boste gledali ta film, boste videli, dobesedno videli odgovor na vaše vprašanje. Film ima to možnost, da nam pokaže. Naprimer, tak odgovor. Kaj bi videli? Ali pa boste? Videli boste en grozovit prizor v taborišču, koncentracijskem taborišču, en grozovit prizor, ko en nemški nacist ubije dečka, fantka, ki je čisto po naključju preživel tisto tuširanje v teh celicah smrti. In je še živ, komaj da, ampak je še živ. In leži na eni ne vem, na mizi, nekje leži se. In ga ta nacist ne pristopi in ga ubije. In potem bi videli, dobesedno, da, mi pa to opazujemo. Mi opazujemo in glavni, torej protagonist filma, Savel, tudi, on je eden od zapornikov. In v tistem trenutku se odloči, da bo pokopal tega otroka. Torej, se zgodi nekaj, kar ima status univerzalnega. Univerzalno je vse tisto, za kar lahko dokažemo, ali pa kar lahko mislimo in dokažemo, da ni vezano na noben kraj, na noben čas, na nobeno empirično okoliščino, torej da je a priori, kot bi rekel Kant. Da je a priori in da mi to lahko mislimo, da naši možgani s tem pravzaprav nimajo težav. Da
univerzalno ni nekaj, v kar zgolj verjamemo, da ni nekaj, kar zgolj zatrjujemo, češ tako je, ampak da to lahko mislimo in da lahko dokažemo. Ali pa, recimo iz drugega zornega kota, se lahko temu približamo z osnovno, temeljno idejo, ki jo zagovarja vse življenje Alain Badiou. In to je ideja, da mora obstajati nekaj, kar imenujemo resnica, da resnica lahko samo univerzalna, se pravi, da ne more biti nekaj partikularnega in da je ta resnica neskončna prazna množica. In to je ena od radikalnih idej, recimo 20. stoletja, ki jo težko razumeti in večina ljudi ima z njo težave. Kaj ti ravno zaradi tega, ker je prazna, pravi Badiou potrebuje dodatek, suplement, dopolnilo, če lahko rečem, ki je dogodek. Ki je dogodek in ta je kontingenten in kontingentnost je univerzalna. Se pravi, ne vem, Quentin Meillassoux je napisal knjigo o tem in skušal dokazati in mislim, da je bil pri tem zelo uspešen, da je torej, kontingentnost univerzalna in da je v bistvu zgolj kontingentnost nujna. Kar pomeni, med drugim, da se naša zavest, ali pa raje bi rekel, naši možgani lahko, to ste tudi vi vprašali, se lahko odtrga, odlepi, odcepi od vsake možne iluzije, da pa je za to potreben kognitivni napor. To se ne zgodi samo od sebe. Ne more se zgoditi samo od sebe. Če natančno premislite, ko gledate, recimo ta prizor, ki sem ga opisal, gledate ta prizor, si lahko vas preseneti, vas Saulova odločitev, da bo pokopal tega dečka, vas preseneti. Vi niste pripravljeni na to. Gledate film, v filmu vidite veliko smrti, ker je to taborišče smrti. Tam je smrt pač tako vsakdanja, kot je, so molekule kisika v zraku. In ne pričakujete tega. Ne razmišljate na ta način, da bi vi kot zapornik hoteli koga pokopati. Ker tam itak nikogar ne pokopljajo, ker jih zakurijo. Ampak v enem trenutku se bo to vseeno zgodi in to vas preseneti. Če ste pošteni, se rečete, čakaj, wow, se je res. Oziroma, kaj pa zdaj on hoče? Savel, pardon. Dobro, hoče ga pokopati, to ja. Ampak sproži se cela vrsta vprašanj, tako kot pri Antigoni. Zakaj? Zakaj se je zdajle tako odločil? Zakaj se ni včeraj? Se so tudi včeraj koga ubili v taborišču smrti. Ne samo, da so koga, veliko so jih. Pa jutri bo enako. Zakaj ravno zdajle? Zakaj se je odločil? S tem, da ta otrok itak ni njegov, on nima nič z njim. Ta fantek. Ni njegov sin, to se samo tako reče. On potem reče. Zdaj, gre za popolnoma kontingentno, nenapovedljivo dejanje. Za radikalno naključje, ki pa ima status univerzalnega. Zdaj, je točno to, kar pravi Alain Badiou. Je dopolnilo nečesa, kar je univerzalno. Univerzalno je prazno. Kar pomeni, da šele človek, ko nekaj naredi, v nekem smislu aktualizira to, kar je univerzalno. Aktualizirati izraz, ki ga recimo uporablja Gilles Deleuze. Aktualizira. Dokler se to ne zgodi, je univerzalno prazno in je, na primer, virtualno. In človeška bitja to lahko naredimo in mislimo. In ko gledamo recimo tak film, jaz verjamem, da je večina gledalcev avtomatično na strani Saula. Da dvomim, da bi kdo se lahko, mogoče tudi, kakšen zloben človek, če te odštejemo, da bi se kdo začel zmrdovati, zakaj pa to naredil, ne vem, ni to brez veze, s tem se sam izpostavil, on se v bistvu izpostavil, Savel. Same težave bo imel zaradi tega.
Kako pokopljete enega otroka v taborišču smrti, če ste taboriščnik? Kako pa to naredite? Prva težava, ki jo on ima, je, da najde rabina, ne? Da ga bo pokopal, tako kot je treba. Ne? Zdaj, kje najdete rabina? Ne? To je ena stvar. Tudi če ga najdeš, kako ga prepričaš, da bo to naredil? Pokopal na vsakem koraku, dobesedno so pa nacisti s strojnicami v roki, ki tega ne bodo dovolili. Tako, ne? Ampak on vseeno pri tej odločitvi vztraja. Natanko tako kot Antigona. Vi ste hoteli še nekaj? Ja, 3 replike imam mogoče na to, ne? Ko smo govorili o iluzijah. Mogoče bomo danes začeli s predavanjem za vse ostale. Tesla Nikola je imel multidimenzionalno doživljanje, on je holografsko videl, on opisuje te iluzije, kako je določene stvari videl in on je imel tudi lahko je s tem svojim videnjem potoval skozi prostorni čas, ker opisuje v nekih svojih zapiskih ta izkušnje, kako je določene stvari iz prihodnosti opisoval v svojih dnevnikih. To je en aspekt. Drugi aspekt je, v iluzijah videl sem fotografijo, kako jaguar je liste čakrune, on je zver. Čakruna je ena izmed komponent pri napitku ayahuaske in ima DMT, se pravi rabi iluzije. On je videl. Potem, dostakrat se zgodi, da so delfini rešili ljudi. Vsaj tisti stari tradicionalne skupnosti, tako vidijo, oni jih imenujejo fish people. So na nek način dosti bolj humani kot ljudje sami. Je zelo zanimivo to. Tretja stvar je pa, v polju noter opisuje o neki vrsti kolektivni zavesti, ne? Je to neke vrste energija, naprimer Jata Rih se giba prek tega polja, oni prek tega komunicirajo, ne? Se pravi, zavest je to širši pojem, ne? In tretja stvar, 2 skupnosti indijancev, prek kjer dobivam informacije z ljudmi, ki sodelujejo z njimi, ne? Eno so Kušinava, Kuni v Amazoniji, to je na meji med Brazilijo in Bolivijo. In druga skupnost so Shipibo v Peruju. Zanimivo so se odprli belim ljudem, to so skupnosti, ki niso bile nikoli kolonializirane in nikoli niso bile pokristjanjene. Oni imajo dosti holističen odnos do prostora in do sveta, ker naprimer zdaj, ko so se odprli, da pač določene belce spremejo in da jim predajo svoje znanje, oni njim ne dajejo hrane, ki jo jejo sami. Z enega čist preprostega razloga. Oni tem celostnem pristopu, v katerem živijo, vejo, da če bi naprimer tuk in tuk ljudi več prehranili, iz amazonskega gozda bi porušili razmerje. In za nas tujce vedno posebej hrano nabavijo. Obe skupnosti, ker oni trajnostno gledajo, oni gledajo tako, da v bistvu za 7 generacij naprej skrbijo, da bojo otroci njihovi ali pa skupnost preskrbljena. Je malo bolj holističen pristop, v bistvu celosten, do naravnih virov ali pa do nekega harmonije ali pa sobivanja, ne. Se to je tisto, kar se v etičnem smislu moramo naučiti tle, ne, mislim. Vaš komentar. Naravni procesi so taki, da potekajo sami od sebe in se po čist recimo, matematičnih in fizikalnih zakonitostih uravnavajo, ne vem, populacije živih bitij, ne zato, ker bi kdo to hotel ali pa ker bi imel to kdo kakšno zavest, ampak zato, ker to poteka samo od sebe. Jaz sem načelno zelo zadržan do pretiranega ali pa prehitrega slavljenja zavesti, ne vem koga, tudi če je to kolektivna zavest, ker tisto, kar mene mnogo bolj fascinira, so recimo kaotični procesi, ki potekajo sami od sebe. Ptice se obnašajo, jate ptice obnašajo potem, oni nimajo nobene zavesti o tem, tudi ne morajo imeti. Nobena ptica nima toliko možganov, da bi sploh lahko imela
kakšno resno zavest o tem, kako se giblje jata ptic, medtem ko mi lahko z matematičnimi algoritmi natančno opišemo, naprimer, kaotično gibanje ptic ali pa recimo jat rib ali pa kaj podobnega, ali pa opisujemo, recimo mene fascinira, to pa res me navdušuje, naprimer. To, da smo mi zdaj tukaj, je posledica ene množice procesov, ki so potekali sami od sebe, ne vem koliko zadnjih milijard let na tem prostoru, recimo, kjer je naše sonce, zato ker je nekoč eksplodirala neka zvezda, nastala supernova, mogoče sta bile celo 2, kot nekateri fiziki pravijo, in iz tistega, rekel, nereda, če lahko tako rečem, delcev, ki so se pojavili zaradi teh eksplozij, je samo od sebe nastalo, recimo sonce, je nastalo vse, kar je v del našega osončja, na vse zadnje smo nastali tudi mi. Tako da ti procesi, kakšne resne zveze s kakšno zavestjo nimajo, oziroma jaz sem zadržan do tega, zadržan do tega, kar nekateri poskušajo, po mojem mnenju, prehitro misliti, naprimer, kolektivne oblike zavesti. S tem, kaj bi to sploh bilo? Kaj je kolektivna zavest? Pojma nimam. Da bi imelo celo vesolje, recimo, kakšno zavest, meni se sanja, kako to sploh misliti. Pa nisem čisto prepričan, da sploh kdo to zna misliti. Da se to reče, je premalo. Kako to misliti, je pa čisto nekaj drugega. In mogoče še zadnji komentar, ker pa moram malo tudi se začeti ukvarjati s tem, kar je danes namenjeno. Če bi se lotili, pa se ne bomo zdaj, ker to res ni namen tega našega srečanja, če bi se lotili, naprimer, z močnimi urodji, fizikalnimi urodji, recimo urodji kvantne mehanike, razumevati zavest, ki jo najverjetneje generirajo naši možgani, potem bi prišli do tako usupljivih idej, do tako neverjetnih idej, da zbledijo vse ideje, ki jih poznate do zdaj. Ampak to je stvar nekega drugega, jaz ne moram tega zdaj dokazati, ker pa smo pa do jutra zjutraj tukaj. Tako da jaz mislim, da vem, kaj vi želite povedati. Tudi sam poznam ljudi, ki so bili sprva navdušeni nad ayahuasko, pa imajo danes take probleme, ker jim je skuralo možgane, da Bog pomagi. Tako da s temi stvarmi treba biti zelo, zelo, zelo previden. Zdaj pa prosim, dajmo začeti s tem, če ne, jaz ne odgovarjam za nič. Jaz sem imel najboljši namen danes govoriti o stvarih, ki bolj se sodijo. Čeprav v končni fazi, zakaj pa? Saj ni nujno, da je tako. Ampak dajmo se vsaj približno tega držati. Jaz bi vam rad eno idejo dobesedno pokazal spet, prikazal, ukvarjamo se s filmom. Pokazal bi vam eno idejo, ki je tako res izjemno prikaže en film, ki ga je naredil Spike Lee leta 2002, mogoče ste ga gledali, naslov tega filma je 25th hour, 25. ura, slovenski prevod popolnoma zgrešen, sicer ne vem čisto natančno, kakšen je, ampak vem, da je zgrešen. 25. ura je naslov temu filmu. A poznate ta film? Ne poznate. No, jaz bi vam rad, ampak to bomo pol naredili proti koncu. Zdaj najprej ideja pride. Najprej ideja, ki bi jo rad zagovarjal, ukvarjamo se z psihoanalizem filmu, to je naslov teh naših srečevanj. Torej, danes bi rad spregovoril o, ali pa bi rekel skozi, ali pa ob neki knjigi, ki je napisal en francoski filozof, to je Jacques Rancière. Jacques Rancière je izjemen filozof, ki se ukvarja z filmi, mogoče bi rekel tudi filmsko teorijo, čeprav to bolj pogojno, že vse svoje življenje. In napisal je nekaj tako dobrih knjig, da je prav škoda, da jih večina ljudi ne pozna in jih tudi ni prebrala, niti tisti, ki se ukvarjajo s filmom in bi radi bili filmski navdušenci ali kaj podobnega. No in jaz bom samo eno idejo danes zagovarjal, samo eno. In ta ideja je precej drugačna od tega, kar sicer lahko slišite o
filmih, ali pa od ljudi, ki se ukvarjajo s filmi, ali pa od ljudi, ki se ukvarjajo z filmsko teorijo. Namreč, morda ste spontano prepričani, da je film nekaj, kar je mogoče razlagati, ali pa da je film nekaj, kar je celo treba razlagati. Jaz ne vem, če ste, ampak mogoče pa ste. Ker se čisto spontano že zdi človeku, ko gleda film, da ga je mogoče pojasniti, da je mogoče odgovoriti na vprašanje, kaj film hoče povedati. Jaz verjamem, da imate take ideje. Ker če jih ne bi imeli, bi bilo malo čudno. Ne? Ker ko gledate film, a še preden ste se odločili, da gledate film, si rečete, da naprimer, najmanj, kar si rečete, je, da bi vas film zabaval. Sreče, zdaj imam pa 2 ure časa, imam mirje, sobota zvečer, whatever, zdaj bi pa jaz en film in zelo verjetno je, da pristopite k temu filmu tako, da od njega pričakujete relaksacijo, da bo tako na easy, da vas bo zabaval, da bo, ne vem, veliko dogajanja in akcije in ne vem česa. Če bi bil malo nesramen, ampak mislim, da ne bi bil preveč. Zelo dvomim, da v soboto zvečer gledate kakšen film, ki ga je naredil recimo Aleksandr Sokurov. Dvomim, no? Lahko tudi, ampak predvsem dvomim. Ali pa da bi gledali kakšen film, kaj s tem, ki ga je naredil kakšen madžarski režiser, pa ne taki, ki sem ga prej. Tudi ta film je Savlov sin. Ne, če ga, po moje boste, težko, da se boste odločili, da ga boste gledali in tudi, če se boste odločili, boste morda hoteli nehati ga gledati. Zato, ker je v njem pravzaprav ena sama smrt. In dejansko bi se človek lahko vprašal, zakaj bi gledal tak film, ki je težek, povsod so trupla, celoten film se dogaja v taborišču. In človek se spontano temu upre, ne želim biti v taborišču, pa čeprav je samo skozi film. Torej, najbrž imam prav. Film naj nas po možnosti zabava, naj nas kratkočasi, zraven pa nam še kaj takega pove, ker imajo ljudje radi tudi. Kaj imajo ljudje radi? Ljudje imajo zelo radi, to se meni dogaja vsak dan, ljudje imajo zelo radi takole. Pridejo k nekomu in mu nekaj povejo in od tega drugega človeka pričakujejo kaj? Da jih posluša. Potrditev, seveda, tudi ja, posluša pa da se strinja. Ljudje spontano tudi rečejo, sej sam tvojo potrditev sem hotel. Ljudje, razen v redkih primerih, se ne želijo pogovarjati z drugim človekom tako, da se ne bi strinjali, da bi recimo polemizirali, debatirali. To ljudje težko prenašajo. Ljudje ekstremno težko prenašajo nestrinjanje. Kar je pravzaprav čudno. Čudno, zakaj bi se pa morali strinjati? Odkot ideja, da bi se morali... Zakaj jaz potrebujem, da se drugi strinja z mano? To bi že lahko bil, ampak ta je iz reda nevrotičnosti, ne? Ker potem je treba najprej s tem nekaj narediti, bi rekel. Ne? Ok, ne bomo šli več v to smer, ne? Ampak gotovo poznate te izkušnje in se strinjate z mano, da je tega kar veliko in da zato tudi od filma seveda pričakujemo kaj? Da se bo na nek način mutatis mutandis strinjal z nami. Če se ne bo strinjal z nami, nam pa ni všeč. Ta film mi pa ni všeč. Ta film mi pa ni sedel, ali pa ni padel na rodna tla, ne vem, kako že to ljudje rečejo. To je zelo radi ljudje. Mi ni všeč. Una ideja, tisti mi pa sploh ni bilo všeč. A je komu všeč preživeti 2 uri v koncentracijskem taborišču? Po definiciji ne. Zakaj bi gledali film Savlov sin? In zakaj bi dobil Oskarja?
potem takem. Zakaj ga je dobil? Zato, ker je dober, ga je dobil. Ne zato, ker je všečen, ker film o koncentracijskem taborišču ne želi biti všeč nikomor. Všečnost in film o nacističnih zločinih ne gresta skupaj, pa da se ubijaš. Se pravi, je treba pristopiti k filmu drugače. Ne, a mi bo všeč, ampak ali je dober. In kaj je dobrega na dobrem filmu? Zelo preprosta ideja nam pomaga odgovoriti na to vprašanje, čeprav obstajajo še druge. Lahko bi ponudili še druge odgovore na to vprašanje. Ampak tisto, kar danes hočem zagovarjati, je, da je dober film tisti, ali pa tudi tisti, ki se z nami radikalno ne strinja. Glede nečesa, ni važno, da je glede česa. In da je dober film tisti, ki nas na nek način sesuje in nam vzame iluzije. Ampak to nekaj dodam. Na prejšnjem predavanju bi sam vas stavil, ko ste rekli, ne kaj film, kaj mi pričakujemo od filma, ampak kaj film pričakuje. Natanko to. Natanko to. Film pričakuje od nas, vsaj, govorimo o dobrem filmu, pustimo tiste, ki nas hočejo zabavati, tisti nas zdaj ne zanimajo. Vsaj dober film hoče od nas vsaj minimalni kognitivni napor. Dober film hoče od nas razmišljanje. Misli malo. Ker dober film je razmišljanje. Skozi, seveda, filmski jezik, podobe in tako dalje, in tako dalje. Mislim, da je Bresson nekje napisal, da je dober film pisanje. Je zapis s podobami, z zvokom, seveda tudi z besedami. Predvsem s podobami in z montažo in seveda tudi z zvokom. Čeprav ni nujno. Ampak podobe pa morajo biti. Film brez podob pa ne vem, kaj bi to bilo. Pisanje je to. Torej nekaj, kar beremo. Nekaj, kar je zapisano, po definiciji lahko tudi beremo. Če seveda znamo. Če nekaj je zapisano v, ne vem, kitajskih pismenkah in ne znamo kitajsko, nič ne beremo. Lahko sicer gledamo, ampak preberemo pa ne, ker ne znamo. Se pravi, film terja od nas, da znamo. Naprimer, sploh znamo gledati. In to ima veliko opraviti z iluzijami. Film tudi ne skriva, da je fikcija. Film je množica svojevrstnih iluzij. Jaz bi se rekel, da je fikcij, svojevrstnih fikcij, ampak tudi iluzije bi šlo, svojevrstnih, sem rekel. In to pomeni, med drugim tudi tole. To je pa zdaj druga ideja, ki jo želim zagovarjati. Namreč, da film lahko beremo, ker je zapis, lahko ga razumemo, vendar trdim, to je moja ideja, da se nam mora zgoditi to, kar je med drugim, naprimer, temeljna ideja fenomenologije. Se pravi, ob gledanju dobrega filma se nam mora zgoditi, da se znajdemo v nekem mentalnem prostoru, v katerem si zastavimo vsaj tole minimalno vprašanje. Do tega trenutka se mi je zdelo, da je svet takle, zdaj pa nisem več prepričan, da je res tak. Se pravi, rodi se dvom. Dober film terja od nas, zdaj bomo mi to naredili ali ne, to je druga stvar, ampak terja od nas, da začnemo o nečem dvomiti. Da postavimo nekaj, naprimer svoje domneve, svoje iluzije, svoje mnenja in tako dalje, pod vprašaj. In da se začnemo spraševati, ali je res tako, kot verjamemo, da je. In dober film že vnaprej odgovarja, ne, ni tako, kot ti misliš, da je. Vsaj malo drugače je. Če se ne odzovamo na tak način, se pravi, in to naredimo vse prehitro in prevečkrat, ko se to je obrambna drža.
pogosto obrambno državi ljudi. Ne? Ko se znajdemo v situaciji, ko bi lahko začeli dvomiti o sebi, raje razglasimo film, da je slab. Ali pa da nam vsaj ni všeč. Ne rečemo, ok, mogoče je dober, ampak meni ni všeč. In se izognemo temu, kar film po definiciji terja od nas. In to ljudje radi počnemo. In še enkrat, v tem filmu Saulov sin, če se ne bi zgodilo to, kar se je, da bi Saul se odločil za to, da pokoplje tega dečka, bi bil ta film dobesedno negledljiv. In sicer zato, ker če ne bi bilo te odločitve, Saulove odločitve, bi gledali recimo 1 uro 40 minut čiste groze. Čistega, nesmiselnega pobijanja ljudi. In to je negledljivo. V nekem smislu je negledljivo. Čeprav so tam živeli ljudje, ki so preživeli, ki so to gledali dejansko, ne 2 uri, so gledali 24 ur na dan, dobro, 8 ur, recimo, da so spali, ki so to gledali dneve in dneve in dneve in dneve. In zdaj predstavljate si, če lahko, to izkušnjo, predstavljate si jo v luči tega, da 2 uri gledati film, za katerega pravzaprav veste, da je fikcija. Noben ni umrl, nič od tega se ni zares zgodilo, to so posneli v enem studiu in tako dalje. Da vam postane po 20 minutah slabo in reči, da tega ne moram več gledati. Če ne bi bilo Saulove odločitve, pa sploh ne, ker bi rekel, kaj jaz to gledam? Zakaj je meni treba to gledati? Pobijajo ljudi. V čem je smisel, bi se začeli spraševati? V čem je smisel tega početja? Zakaj jaz to gledam? V čem je smisel mojega gledanja? Ali to, kar se dogaja pred mojimi očmi v tem filmu, generira kakšen pomen? Ne. Ga ne generira. Ne morete pripisati tem dejanjem, ne morete pripisati nobenega pomena. Vi si da lahko zastavite vprašanje, zakaj to počnejo, naprimer, nacisti. Ampak pravzaprav nimate nobenega odgovora. Ker se vaša zavest upira, da bi ga našli. Ja, to počnejo zato, ker verjeli so v velike ideje, Tretjega rajha, bili so podložni Hitlerju, in čutite, da je vsak odgovor prekratek. Čeprav je lahko empirično to res. Čutite, da vam nekaj manjka. In zato je ta film dober, ker vam na nek način pravzaprav to nekaj tudi ponudi. Ko gledate film, kot sem že prej rekel, ko se Saul odloči, da bo to naredil, ste spontano na njegovi strani. In začnete navijati za njega, da bo res to naredil. Ker je to edino smiselno dejanje v popolnoma nesmiselnem svetu. In to nas dela ljudi. Nažalost, seveda nas tudi dela ljudi. Tudi nacisti so bili ljudje, niso bili živali. Nacisti niso bili živali, niso bili marsovci, so bili ljudje. Ampak če nas kaj dela humane, da ne bom rekel zdaj ljudi, ker so tudi oni ljudje, nas dela zagotovo kaj takega, kar vidimo v tem filmu. In zato smo spontano na strani Saula. In tudi, ko gledamo film do konca, ne smem povedati, konca. Ne, okay. No, tudi, ko ga gledamo do konca, ali pa ko ga boste gledali do konca, se to ne bo spremenilo. Pravzaprav celo bolj, ko bo filma konec, boste še bolj na njegovi strani, kot ste bili na začetku. Ok, zdaj, a ste vi hoteli nekaj reči? Jaz sem hotel samo povedati v zvezi s tem filmom, meni se zdi zelo bistveno to, kako je ta film posnet. Posnet je pa točno tako, kot mi gledamo skozi tega Saula. Mi ves čas celo situacijo spremljamo skozi pogled tega Saula. Tako je. To je ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna in zaradi tega je tudi potem ta njegova odločitev, toliko bolj naša odločitev. Druga stvar, ki se mi zdi pa tudi pomembna, je pa to, da je on del te enote, ki so je rekli Sonderkommando. Res je. To so bili tako imenovani čistilci, Tako je. ki so
za tistimi, ki so šli v krematorij, počistili in pripravili teren za nove. Tako. Skratka, to so bili ljudje, ki so dobesedno vsak dan gledali smrt in samo smrt in samo smrt in so bili do konca razčlovečeni. In da se v enem takem razčlovečenem človeku najde iskra človečnosti, to se mi zdi, da je tisto zrno, ki nas potegne ven iz tega, da to je umetnost, da to ni samo manipulacija. Ne. To je nekaj podobnega, kot je bilo pri Schindlerjevem seznamu, ki je rekel, kdo reši enega človeka, je odrešil svet. Tle bi rekli, tle gre stvar še dlje. Kdor je pokopal enega človeka, enega otroka, je odrešil svet. Odrešil ga je svet za tistega, ki je to storil. Se strinjam. Sam en komentar imam. Te iskrice človek ne najde v sebi. To je univerzalno. To, kar vi imenujete iskrica v človeku, je zmožnost človeškega bitja, da se pripne na nekaj, kar je univerzalno. To je zunaj človeka, to ni v človeku. Univerzalno je neodvisno od vsakega človeka, od empiričnih okoliščin, od čisto vsega. To ne velja za kakšno družbo, za drugo pa ne. Ne velja za enega človeka, za drugega pa ne. Vsak človek, in to je pomembno za razumevanje razmerij med človeškim bitjem, vsakim končnim človeškim bitjem, ki je partikularno bitje in nečem, kar ga presega, kar je zunaj njega. Kajti, in to je naše upanje, vsak človek se lahko prepozna v odnosu do univerzalnega. Ne v odnosu do nečesa znotraj sebe, ampak v odnosu do nečesa, kar ga presega. To je tisto, kar je za nas tako po eni strani osvobajajoče, spremlja ga dober občutek, da nas je nekaj, dobesedno, da nas je nekaj potegnilo ven iz tega nesmisla. Ne toliko, da smo se sami. Veste, če bi bilo tako preprosto, kako potem pojasniti, na primer, vedenje ljudi, ki želijo nekaj spremeniti v svojem življenju. Karkoli že. Imajo voljo, so se odločili, vedo, da bi bilo tisto dobro narediti, pa vendar tega ne naredijo. In tudi rečejo, ne najdem dovolj moči v sebi. Ne gre za to, da ne najdeš nečesa v sebi. Gre za to, da ne najdeš pravzaprav nečesa zunaj sebi. Zato jaz nisem zagovornik tega, kar večina psihologov poskuša v zadnjem času obesiti na veliki, zato je notranja motivacija ljudi. Rečeš, da je zelo pomembna in notranja motivacija je boljša od zunanje. Jaz trdim, da je v zadnji instanci motivacija zunanja. Da je zadnja motivacija tista, ko se človek odloči, da bo naredil nekaj, kar njega samega preseneti. Jaz trdim, da je Savel v tem položaju. Kot sem že prej rekel, lahko bi naredil isto prejšnji dan. Pa ni. Zakaj te iskrice ni prepoznal v sebi prejšnji dan, pa še prejšnji dan? Da je to še bolj radikalno od tega, kar je notranja motivacija, da nas same preseneti. Da človek lahko celo se znajde v paradoksnem položaju, ko reče, jaz tega ne morem, to ni zame, to ni v moji naravi, jaz nisem iz takega testa, lahko da to velja za nekoga drugega, kaj so jim za kakšne junake, Potem ga pa preseneti, ko nenadoma odkrije nekaj, da odkrije, wow, čakaj, pa se jaz tudi to lahko naredil. Ampak 1 uro pred tem, da se je pa skušal prepričati, da ne more, da to ni za njega. In tukaj je naše upanje. Tega je danes tudi veliko, če pogledate okrog sebe. Ljudje se nenehno izmikajo tej odgovornosti, o kateri zdaj govorim. Se izmikajo. Ni zame, jaz nisem sposoben, to ni v mojih genih, jaz sem drugačen človek in tako dalje. Potem pa pogledate recimo kakšen zgodovinski dogodek, kot je bil, odhod v partizani. Naenkrat množica ljudi gre v partizani.
brez posebnega recimo, odločanja. Saj lahko, da so se kakšni tudi, ampak gotovo je bilo nenadoma, čez noč, vseh teh zgodb, ne morem, ne znam, se bojim, ne morem doneti, nenadoma jih je bilo konc. Nenadoma, ko bi vstopil v novo vesolje, jaz to lahko naredim. Jaz sem imel tako izkušnjo, vse o tem sem že govoril, ne bom še enkrat. Tahrir ste omenili takrat. Prosim? Tahrir, tiste trenutek, ko se je protestnik z policistom soočil. No, to je tudi tak trenutek. Ko določene iluzije, v katere smo še verjeli 1 minuto nazaj, kratko malo padajo, ni jih več, kot da bi se soočil neko brutalno realnostjo. In to je res dobra ideja, to ni slaba. Se pravi, naša realnost, naše realnosti so na nek način narejene tako, da lahko razpadajo in se znova konstituirajo. Obstaja točka prehoda, obstaja trenutek, ko ene realnosti ni več in nastane druga. Obstajajo trenutki v zgodovini, recimo revolucionarni trenutki, ko ljudje začutijo, da ni več poti nazaj. Da, zdaj je pa nekaj drugega. Zdaj je pa dokončno res nas zagrablo in tako dalje in nas morda celo presenetilo, kot da bi se odprlo novo obzorje. In tudi se. To je tisto, recimo, o čemer govori Alain Badiou, ko pravi, ne vem, ko se zgodi en dogodek. Dogodek je lahko, ne vem, to, ste vi zdaj omenili, lahko je, ne vem, Jezus Kristus, recimo. Lahko je nekaj novega v svetu umetnosti, nov način slikanja, ne vem, Picasso, recimo. Psihoanaliza je dogodek, nov način razmišljanja, ko preprosto človek začuti takrat, v tistem trenutku, ko se sooči s tem novim, da ni več poti nazaj, da ne more pojasnjevati sveta več tako kot, da se ne more več obnašati tako kot se je včeraj, tudi če bi se hotel. A veste, to presega psihologijo posameznika. To je fascinantno, ker če bi pojasnjevali vedenje, naprimer ljudi zgolj s psihologijo posameznika, ja, potem bi morali sprejeti pač mnenje vsakega posameznika. Eden bi rekel, jaz saj bi šel v partizane, ampak kaj pa vem, ni toliko zame, a veš tam po gozdu, pa v klopi, pa dež pada, pa ne more se vleči zvečer v pol. Ne bi, ti pej, če češ, ne, čutite, da nekaj narobe, da to ne gre. Ne? Da sicer bi lahko kdo to rekel, ampak bi rekel, ti, kaj narobe s tabo? Ne? Se pravi, obstajajo izkušnje ljudi, ne? Da nas nekaj presega, da je nekaj neodvisnega od nas in da se lahko dobesedno primamo za to. In da ne samo, da se lahko, da takrat, ko se to zgodi, začutimo svoje vrstno olajšanje. Veste, to je tako, kot da bi človek, ki, ne, naprimer, cele dneve se premika po svetu, ko zombi, mal lenari, mal bi nekaj počel, pa morbit ne bi, pa mal bi televizijo gledal, pa dosti imam že, pa drug kanal, pa tega imam tudi. In potem, kot da bi ga ena nevidna roka potegnila iz tega, reče, hvala Bogu, ali pa hvala ne vem komu. Končno me je nekaj dobesedno potegnilo ven, odrešilo od tega nesmiselnega, blesavega krožanja, ki je mogoče na začetku še bilo videti smiselno, mogoče je bilo še kaj v tem zanimivega, potem pa vedno manj. Ne? To so mehanizmi, torej, ki presegajo posameznika. V psihoanalizi se na nek način poskušate pripraviti na tizga, ko vstopi v to zadevo, ali mora biti najprej lastna želja, da tega. Ja, spet tle se je treba res izogibati temu, kar imenujem psihologija. To tako tempting, to nas tako ves čas nas matra, ne, da bi pojasnjevali s psihologijo. Sej s psihologijo marsikaj lahko pojasnimo. V analizi. Analiza se pravzaprav začne, recimo danes mi ena mladenka razlaga. Je rekla, a vi veste, koliko časa sem jaz sploh potrebovala, da sem potrkala na vaša vrata. Se pravi, analiza se začne davno preden pacient pride na vrata. Kaj se zgodi? In pravzaprav v tem je tudi svojevrstno upanje. Če se to ne zgodi, pol je problema. Ne? Kaj se zgodi? V človeku se zgodi pravzaprav notranji spor, konflikt. Nekaj ga začne dobesedno po domače rečeno matrati. Ne?
Dolgo časa je lahko živel čist mirno vsakdanje življenje. Počnemo to, zjutraj, zvečer, popoldan, po noči spimo, delamo, vse je v redu, življenje mirno teče, kot bi rekel, pesnik, ne barka, tam se neki gunca in je v njej vse fajn. Potem pa nekega dne človek sam pri sebi reče, pismo, nekaj me matra, nekaj meni tle ni všeč na tem, zgleda sicer čisto v redu, takrat se je začela analiza. In če bo ta notranja tenzija, napetost, spor, konflikt, karkoli že, dovolj dolgo časa vztrajal, ker seveda posameznik se proti temu brani, se upira. Ne, sej to ni, to je sam zdaj, bom vzel en aspirin, pa bo boljš, sej bo minil. Ok, zdaj, če mine, pol ni nič za analizo. Če pa ne mine, in to je tisto, kar je Freud vse življenje poudarjal, da so na nek način ljudje, ki se odločajo za analizo, pravzaprav ne, da so nevrotiki, nenormalni, ampak so v nekem smislu bolj normalni od vseh drugih, ki jim za silo uspe živeti v nekih iluzijah, se je z mano še kar v redu. Se lahko da je, se jaz neč trdim, lahko da je. Torej, tle se začne. Potem pa seveda se vzpostavi transfer. Brez transferja pa ni analize. Zbravi, ta človek bo morda nekega dne rekel, ok, zdaj bi pa jaz k nekomu šel. Seveda, treba je odgovoriti na vprašanje, k komu. In ko reče k tistemu, je pravzaprav analiza že na delu, že poteka, že sproža učinke. Zanimivo je, in to tudi ljudje povejo, da so se začeli počutiti bolje v tistem trenutku, ko so se odločili, da grejo. Potem se upnejo spet, to ni psihologija posameznika, zato psihoanaliza ni psihologija. Upnejo se v kaj? Ja, v diskurs. Postanejo pacient, posameznik, postane del neke večje strukture, ki je diskurs. Diskurs je ne samo način, kako dva vstopata v medsebojne odnose, zbrav analitik in pacient, ampak je nekaj, kar tudi analitika presega. Zato pravi Lacan, ko malo pregna, zdaj malo žargon uporabljam, da bomo hitreje. Pravi, v analizi je vedno še tretji, nista samo dva. To je veliki drugi. Zdaj, tle bi pustil zadevo, da ne bomo šli pa zdaj preveč v eno smer. Okay? Še ena stvar, vaš dogodek je bil srečanje z tem gospodom iz Francije. A ste gledali moje predavanje? Ja. S Felixom Guattarijem, ja? Ja. To je bilo zame je bilo to natanko to, natanko to. To je nekaj drugega kot akademsko srečanje z enim profesorjem, ki je poln vljudnosti in priklonov in profesor in fajn in on posluša, ne pacijenti, študenti ga poslušajo, on predava, ga poslušajo. Ne, to je nekaj drugega, ja. Jaz se tega spomnim, jaz to visceralno pravzaprav še vedno čutim, ne. Kako je bilo zame pomembno, ko je rekel, da se zelo močno in veliko posveča branju Spinoze in kaj pa tudi povedal, kaj je tisto, kar ga pri Spinozi fascinira. Ne? In mnogo let kasneje, 2 let nazaj, ko sem v Londonu kupil eno knjigo o srečanju med Spinozo in Leibnicem, sem pravzaprav za nazaj ponovno to podoživel, ker Leibnic je nekega dne dejansko pred smrtjo, tudi pred Spinozovo smrtjo, obiskal Spinozo. In v bistvu ne vemo, kaj so se ona pogovarjala, ker nobenega zapisa, zdaj ne obsežni. Ampak Leibnica je tudi Spinoza, Spinoza je bil fenomenalen. In mi samo posredno lahko iz kasnejših Leibnicovih spisov sklepamo, o čem sta se ona pogovarjala in upravičena domneva je, da je Leibnica zanimal Spinozin koncept Boga. Njega je zanimalo, kako Spinoza razume Boga, ker ga je razumel tako bistveno drugače kot kdorkoli do njega, ne? Da je to hotel, preden je Spinoza umrl, nažalost je kmalu po tistem umrl, se z njim o tem pogovarjati. Torej, če gremo zdaj nazaj, govorimo o nečem, kar torej, in to je težko sprejeti. Mi smo navajeni biti psihološka bitja. Vzgojeni smo kot psihološka bitja in še dodatno nas kapitalizem spreminja v psihološka bitja. Zato imamo tudi pogosto težave, ker smo podvrženi izjemno velikim pričakovanjem. Danes smo podrejeni pričakovanjem po popolnosti, po izjemni učinkovitosti oziroma storilnosti.
podrejeni smo pričakovanjem, da bomo večno mladi in lepi in zdravi in tako dalje. Bog vari, da tvoj izgled ni več, ko odpadeš v trenutku. Mi smo izpostavljeni res enormnim zahtevam in potem se ljudje čudijo, da je toliko ljudi na antidepresivih, na alkoholu, na drogah, na pornografiji, na odvisnosti od nakupovanja, krivulje takole naraščajo, veste. Slučajno ni res, da se svet spreminja na bolje, število depresivnih ljudi narašča takole. V svetu, v katerem se zdi, to je ena velikih iluzij, da zelo iz dneva v dan napreduje. Sej napreduje, naprimer, tehnološko. To je sporno, da res. Tehnološko napreduje, kot če nikoli v zgodovini človeštva ni. Tehnološko. Vprašajte se, kako napreduje etično, pa moralno. Ja, sem stopnja strahu, pa nestrpnosti se pa blazno rapidno dviguje. Eksponencialno. In to spravlja nekatere v obup, ker vijajo roke, zla ekonomiste. Kako? Pa sej toliko bogatstva, pa vse gre toliko fajn, pa proizvodna, pa BDP pa raste. To so pa njihove iluzije. Nič ne raste. To pa raste, ja. To pa zares raste. In to druga plat dobička pač. Sej. Sam, da je to treba na nek način, torej, o tem se ne govori. Ne? Treba je poudarjati v neskončnost ono prvo, pa se to poznamo, vsak dan nam polni ušesa. Ok, vse to je povezano z temeljno idejo, ki jo zagovarja Jacques Rancière in meni je ta ideja dobra in zagovarjam še jaz. In to je, da film, dober film, na nek način ni narejen zato, da ga razumemo, ker presega razumevanje. Ni narejen zato, da ga klasificiramo. Jaz imam zelo rad ljudi, ki me sprašujejo, ja, ta film si ga gledal, sem. Pod kateri žanr bi ga ti uvrstil? Pod nobenega. Dober film ne pozna noben žanr. To je žalitev za film. Ali pa, ko ljudje rečejo, ja, veš, jaz pa ne maram teh zombijev, to imajo zelo radi, jaz imam pa bolj a predlagaš kakšno romantično komedijo? Ali pojma nimam, kaj je romantična komedija. Včeraj sem začel gledati, na primer, drugo sezono Fear the Walking Dead. Če poznate. A kdo pozna? Vi poznate. Pišu, kaj je dobro. In številni ljudje ne gledajo zombiji. Če gledate, ali pa The Walking Dead, dve serije sta, ta je prequel, kot se reče. Če gledate, recimo druga sezona, prva epizoda, ampak to bi nas zdaj odpeljalo spet predaleč. Ampak recimo, če boste gledali to serijo, torej prva sezona, tam imate en fenomenalen prizor. Čisto na začetku, ko se ta skupinica odpravi na eno luksuzno jahto, tista res luksuzna mater. Na eno luksuzno jahto, pač zdaj bežijo, zdaj zombiji so že povsod, oni bežijo. In oni bežijo z jahto, torej na morje. Ker se zdi, da bi na morju človek bil lahko varen pred njimi. Na koncu se izkaže, da to čista iluzija. Tam jih je še več. In zdaj bežijo in mi smo na tej jahti, na nek način pa z njimi, in se jahta oddaljuje in tako pokaže kamera obalo, po noči je, tema, pokaže obalo, na obali se je polno zombijev in tako nočno nebo je rdeče, je razžarjeno, ker v bistvu vse gori. Vse gori, vse propada, vse se sesuva in v tistem trenutku, saj jaz sem dobil en čist tak, skoraj bi rekel, metafizičen občutek, resnično. A veste kakšen? Jaz spremljam od lanskega julija, avgusta naprej, vsak dan, kaj se dogaja. Prav zanimivo je, da kaj ravno to. Če veste, lansko poletje je v Indiji umrlo ogromno ljudi, po Pakistanu tudi, zaradi neznosne vročine. Kaj je bila. In jaz to čekiram vsak dan. A vi veste, da je zdaj v New Delhiju te dni temperatura tam okrog 40 do 43 stopinj Celzija. Najbrž ne, če spremljate samo naše medije. Edina novica, ki sem jo jaz slišal na slovenskih medijih v zadnjih dni je,
da je veliko smoga v New Delhiju in da so zato upeljali tisto par, ne par, ne. Vraga, tam je 43 stopinj zdajle, sredi aprila. Jaz ne vem, kaj bo sredi julija v New Delhiju, ne vem, a bo 100 stopinj. Ne. Ampak, ko gledam recimo tole Fear the Walking Dead, ne, in vidim ta prizor, ne, mi pride na misel, čakaj, pismo, sej mogoče se pa tudi naš planet že nepopravljivo spremenil v Venero, samo da mi tega že ne vemo. In da nam v bistvu ta serija pravzaprav sporoča svojim naslovom. Vse naslov je zelo, rekel, tak sporočilen, ne? Bojte se zombijev. To je metafora. Ne? Kdo so zombiji? To je veliko vprašanje. Ta serija ni nastala tako malo za zabavo. Ne, jaz to resno jemljem. Jaz horor nasploh, na primer, zelo resno gledam. Ker horor, vsaj dober, no, rečemo, je vedno povezan z zlom, ki ga ljudje povzročajo drug drugemu. Horor, ne obstaja dober horor film, v katerem bi bilo tako enostavno, kot se ljudem zdi. Naprimer, obstaja nekdo, ki je pač nosilec zla, neka pošast, nek zombi, nek Drakula, ne vem kdo že, potem pa hrabri ljudje se borijo proti njemu in na koncu ga to ni dober horor. To je žblija, to ni nič, če mene vprašate. Dober horor je razmišljanje o zlu, ki ga ljudje on daily basis, dnevno povzročamo drug drugemu. Ne, da bi to sploh vedeli. In seveda, ne da bi hoteli, jasno, si nihče noče biti zloben, zla pa kukor čte na tem svetu. In to je zelo zanimivo. Shining je tak lep primer, ne? Shining kot... No recimo, oh my god, no, ta je pa ja, mater. Ne? In podobno, kot smo že prej rekli, ne? Družina se odpravi na tisto, nedeljski izlet, bi rekel, ne? Piknik, ne gremo, in potem tup, kaj bi odrezal, ne? Kar naenkrat, ne? Rečeš, pa kaj s tem človekom? Pa še včeraj je bil čist fajn, pa dober družinski oče, pa... Ja, to je to, ne? No, okej. Sam, če mi poveste približno, koliko je ura, da jaz vem, da tole do konca. Hvala lepa. Lih prav, 20 minut, tole si bomo pogledali. Torej, namesto razumevanja filma predlagam nekaj drugega, kar bo zvenilo malo čudno najbrž, ampak saj prav. In natanko to, kar predlaga tudi Jacques Rancière, to ni samo moja ideja. In to je strast. Strast do filma. Če se že ukvarjamo s filmom, če ga že gledamo in tako naprej, potem prosim, samo prosim, zahtevati ne moram, prosim pa, ne ga gledati skozi optiko zabave, lahko tudi zaradi mene, kdaj pa kdaj, sej, ne. Glejte, in ne skozi razumevanje, se pravi, kaj mi hoče povedati o meni, pa zlasti pa prosim, ne tega početi, kar ljudje velikokrat počnejo, ker številni filmi so posneti po knjigah. Primerjati filma pa knjige, prosim. Ker, mislim, ne morate semantičnih oziroma semiotičnih sistemov primerjati med sabo. No? Film pa knjiga sta dva različna sistema. Ne primerjate tega in ne ugotavljate, koliko je bil čist nekaj drugega, v knjigi je bilo tudi... Prosim. Okay. In ravno tako tudi prosim, ne, če že gledate filme, gledajte jih skozi optiko strasti, ker film je strast. Film, saj dober film, se to ne treba, da skozi ponavljamo, ne, je strasten. Dober film strastno nekaj zanima. In to, kar ga zanima, o tem, pravzaprav, kar ga zanima, razmišlja. Film je pisanje in razmišljanje o nečem, kar filmarje strastno zanima. In tega ne morete spraviti v neke okvirčke, kategorije, žanre ali pa kakšne teoretske koncepte, kar ljudje pravzaprav počnejo ves čas. Zdaj pa, da nam ne bo tole ušlo, ker danes nam pa ne sme. Film 25 ura. Če ga še niste gledali, samo 3 stavke, preden si pogledamo zadnjo sekvenco, kaj je toliko dobra za ponazoritev tega, o čemer govorim zdaj. To je film, v katerem spremljamo enega mladeniča, igra ga Edward Norton, ki
se zaplete neko preprodajanje mamil, neko sceno podzemsko, skratka, in mu podtaknejo drogo. Nekdo mu pač preprosto podtakne drogo, on pride zaradi tega pred sodnika in sodnik ga pošlje v zapor. In spremljali bomo tisto jutro, ko mora v zapor. On se mora pač oglasiti v zaporu. Ne? In njegov oče se javi, da ga bo peljal v zapor. Ok? To rabimo vedeti. Zdaj pa gledajmo od tukaj naprej. Kaj je film kot strast? Okay?